Spoštovane gospe, gospodje, drage kolegice in kolegi, prav veseli me, ko pogledam, koliko se nas je danes zbralo tukaj. Po dolgem času smo spet poskusili organizirati neko predavanje, kajti mislim, da letos take vrste predavanja še sploh nismo imeli. No, ampak tema je izgleda tako zanimiva, da se vas je kar veliko udeležilo in vsi izgleda sploh ne bojo imeli prostora v dvorani. Veseli me, da je mlad raziskovalec, dr. Žiga Zaplotnik, se odzval vabilo in da nam bo nekaj povedal o fiziki podnebnih sprememb. Rad bi omenil samo to, da vem, mnogi od vas ste videli, da je bilo koliko je zdaj od tega 14 dni, nekdaj 3 tedne, objavljeno pismo mladih raziskovalcev v zvezi s podnebnimi spremembami 4 najvišjim odločevalcem v naši državi in da je Žiga bil med sestavljavci tega pisma in tudi prvi podpisani, če se prav spomnim. Ne? Torej, Žiga, beseda je tvoja. Hvala lepa. Ja, mogoče se samo ta prvi slajd takole temen. Dobar dan, jaz sem Žiga z Fakultete za matematiko in fiziko, sem podoktorski raziskovalec iz meteorologije. Podoktorski študij delam pod mentorstvom moje doktorske mentorice Nedeljka Žagar, ki pa je v Hamburgu, tako da trenutno to poteka remotely. No, danes bom predstavil nekaj o fiziki podnebnih sprememb. Podnebne spremembe so že zdavnaj presegle okvire znanosti in vedno bolj postajajo tudi pomembna politična tema. Zdaj, na tem mestu se moramo pa seveda nekoliko ustaviti in kot tisti, ki komuniciramo odločevalcem posledice in pa tudi vzroke, se moramo tudi seveda dobro zavedati vseh teh stvari. Se pravi, dobro moramo poznati fiziko, ki je v ozadju, če želimo uspešno komunicirati to. No, mogoče še malo, da se še predstavim, sicer raziskovalno se ukvarjam z asimilacijo podatkov v 4D-var sistemih. Se pravi, zanima me, kako bi recimo iz meritev časovnih vrst posameznih delcev v zračju ali pa plinov lahko dobil inverzno polje vetra. V zadnjem času se pa ukvarjam tudi z odzivom atmosferske dinamike na podnebne spremembe. No, začel bi s tem, Zemlja se seveda nahaja v Sončju in nekaj bi povedal o sevanju in pa časovnih variacijah sevanja Sonca. Nadaljeval bi z ozračjem, z njegovo sestavo, oziroma kaj sploh pomeni toplogredni plin. Tretja stvar, spreminjanje podnebja, dokazi za človeško krivdo, kateri so tisti nedvoumni dokazi, ki kažejo na to, da smo mi tisti, ki smo spremenili sestavo atmosfere in pa tudi njeno energijsko bilanco. Potem nekaj o obetih in pa sklepne misli. Tako, se pravi, vsa telesa sevajo. Vsa telesa s pozitivno temperaturo sevajo. Zakaj sevajo? Sevajo, ker se recimo elektron iz višjega energijskega stanja prestavi v stanje z nižjo energijo. Zdaj, če pogledamo ta desen skeč, recimo nek Bohrov skeč atoma, potem imamo v centru atoma jedro, ki ga sestavljajo protoni in nevtroni in okrog elektronske orbitale, na katerih krožijo ti delci elektroni. Seveda je to zelo poenostavljen opis. V resnici imamo okrog jedra nek elektronski oblak, v katerem je naboj enakomerno porazdeljen. No in kaj se dogaja? Elektron, ki emitira foton oziroma ki emitira sevanje, gre v nižje energijsko stanje. To pomeni, gre iz orbitale, ki je bolj oddaljena od jedra, v orbitalo, ki je bliže jedra. In s tem se nekoliko zmanjša energija oziroma gre v stanje, gre v nižje energijsko stanje, bolj optimalno energijsko stanje. No, pri tem se pa seveda izseva nek foton oziroma neko elektromagnetno valovanje z valovno dolžino lambda. In večja, ko je ta energijska razlika, manjša je ta valovna dolžina. To pomeni, bolj visoko energijsko je sevanje oziroma sevanje ima krajšo valovno dolžino. No, seveda poteka tudi obraten proces.
če imamo elektron v nekem vzbojenem stanju, če imamo nek elektron, ki absorbira foton, potem gre v višje energijsko stanje. Ampak tukaj je pomembno nekaj, ker so stanja kvantna oziroma diskretna, lahko le foton s točno določeno energijo oziroma s točno določeno valovno dolžino vzbudi elektron v višje energijsko stanje. Zdaj, zakaj govorimo o tem? Če želimo si pogledati vzroke za podnebne spremembe, moramo začeti s sevanjem. In recimo tako začnemo. No, enako kot za elektron v atomu velja pa tudi za vezi molekul, le da so tam razlike energij nižje in recimo molekulo lahko v vibracijsko stanje vzbudi že infrardeče sevanje. Če želimo razumeti podnebne spremembe, potem si moramo pogledati tudi spekter sevanja. Prva stvar je, da je količina energije, ki jo lahko seva telo, najbolj odvisna od temperature telesa. Tukaj imamo recimo spektralne izseve teles, črnih teles pri različnih temperaturah. Kaj sploh pomeni črno telo? Črno telo je telo, ki lahko absorbira vso elektromagnetno valovanje pri vseh valovnih dolžinah. In zdaj še nekaj tukaj opazimo. Recimo Sonce, ki ima temperaturo približno 6000 kelvinov oziroma skoraj 6000 kelvinov, najbolj močno seva nekje na območju zelene, rumene svetlobe. Telesa, ki imajo nižjo temperaturo, sevajo vedno bolj proti rdečemu območju oziroma celo infrardečemu območju. Nasprotno, telesa, ki imajo višjo temperaturo, recimo modre orjakinje, zvezde, ki imajo recimo temperaturo okrog 30 000 kelvinov, one izsevajo največ v recimo modrem delu vidne svetlobe. No in valovna dolžina, pri kateri telo izseva največ, to nam določa Vienov zakon in je obratno sorazmerna s temperaturo, kar vidimo na tej črtkani krivulji. Prvi je pojasnil ta spekter sevanja črnega telesa, se pravi teoretično pojasnil Max Planck leta 1900, spektri so bili pa pomerjeni že prej. Moram tukaj povedati, da je črno telo idealiziran koncept. V naravi teles, ki bi bila popolna črna telesa, praktično ni. No, še en koncept je tukaj pomemben. Kumulativna, se pravi integral pod to črto, to je pa prvi pogruntal naš rojak, fizik Jožef Štefan. In to je tako imenovan Štefan Boltzmannov zakon. Torej, skupen izsev je sorazmeren s četrto potenco temperature. No, zdaj, tukaj se bo pa res slabš videl. Tukaj sem hotel prikazati, kako se spreminja. Tukaj bi mogla biti modra svetloba, pa je zdaj bela, ker imamo čez nek filter. Tukaj bi mogla biti rdeča svetloba. No in ti dve sliki prikazujeta lavo in pa žerjavco. In lava recimo ima temperaturo okrog 1000 stopinj Celzija, žerjavca tudi do 1200 in seveda zato seva z nekoliko. No, tole sem želel pokazati. Se pravi, recimo lava ima temperaturo okrog 700 do 1100 stopinj Celzija, žerjavca tudi do 1200, se pravi, žerjavca praktično lahko stali kamnine. No in seveda zaradi tega je take barve. No, spekter sončevega sevanja je pa približno enak sevanju črnega telesa pri temperaturi 5800 kelvinov približno. Zdaj vidimo spet, da spekter ni povsem tako, kar bi mogel biti spekter črnega telesa. Predvsem vidimo, da je zašumljen. In te šumi so posledica absorpcije fotonov v različnih elementih v sončevi atmosferi. Temu se reče tako imenovane Fraunhoferjeve linije. Tretji koncept, ki ga moramo poznati, je, kako se sevanje v prostoru spreminja. Recimo, da Sonce seva z močjo P. Na razdalji R se ta moč P enakomerno razporedi po površini krogle z radijem R, torej po površini 4πr². Gostota energijskega toka je torej povsod na tej površini enaka P deljeno s 4πr². Na razdalji 2R se ta moč enakomerno razporedi po površini krogle z radijem 2R, torej po površini 16πr². Oziroma površina je 4-krat večja. To pomeni, da gostota energijskega toka pada s kvadratom razdalje. No, poglejmo si zdaj najprej astronomske dejavnike, ki vplivajo recimo na spreminjanje podnebja.
Zemlja se seveda nahaja v Osončju, in povprečna temperatura površja Sonca je, smo rekli, okrog 5800 Kelvinov, njegov radij okrog 690 000 km. Zemlja je od Sonca oddaljena približno 149,6 milijona kilometrov. No in preprosti izračun, kjer upoštevamo Štefanov zakon, nam pove, da je gostota energijskega toka nad Zemljo, se pravi nad njeno atmosfero, na razdalji R od središča, torej na razdalji 150 milijonov kilometrov, približno 1360 W/m². To je le povprečna vrednost energijskega toka v zenitu. Točna je sicer 1366 W/m². In temu rečemo solarna konstanta. No, gostota energijskega toka pa v času in prostoru precej varira. Zdaj najbolj pomembni vzroki časovnih in prostorskih variacij energijskega toka, če ne upoštevamo vpliva ozračja, so seveda dnevni hod Sonca, ki ima seveda periodo en dan, potem geografska širina in pa potem je pa že pomemben dejavnik Sonce. Sončeva aktivnost se spreminja in sicer najkrajša kvazi perioda teh oscilacij je 11 let. Tukaj imamo označene Sončeve cikle od približno začetka 20. stoletja do danes. Danes smo nekje tukaj. Trenutno na Soncu ni Sončevih peg. Torej smo na nekem lokalnem minimumu tega 11-letnega cikla, pri čemer pa vidite, da imajo tudi ti 11-letni cikli že tam od 90 let naprej oziroma poznih 80 let naprej negativen trend. No, tale zadnji cikl je napoved, moram reči. Tako da 11-letni drseče povprečje pada že od 1990 dalje. Zakaj je to pomembno? Ja, število sončnih peg je pozitivno korelirano z gostoto energijskega toka na vrhu atmosfere. To pomeni, da prispevek Sonca k ogrevanju ozračja je praktično že 30 let skoraj negativen. Potem eliptičnost tirnice. Zemlja kroži okrog Sonca po tiru, ki je eliptičen. In sicer je najkrajša razdalja med Zemljo in Soncem 147 milijonov kilometrov, najdaljša razdalja pa 152 milijonov kilometrov. Posledično tudi energijski tok varira. Prej smo rekli, da energijski tok pada z razdaljo približno obratno sorazmerno s kvadratom razdalje, oziroma pada s kvadratom razdalje. No in tukaj vidimo, kako se spreminja. Januar recimo okrog 1415 W/m², do julija 1420 W/m². Torej kar pomembna variacija. Ja, seveda, ta dolinca bi bila seveda dosti manjša. Moram reči, tukaj je dno pri 1300 W/m². Ja, hotel sem vseeno povedati, da recimo, če gremo pri sončnem ciklu, amplituda variacij zaradi tega 11-letne periode je tam okrog 0,6 W/m². Dočim tukaj vidite, kakšna je amplituda. Tukaj je amplituda od tle do tle, torej skoraj 50 oziroma 50 W/m². Torej, to je pomembna variacija. Ampak, še nekaj je pomemben. Trenutno je razdalja najkrajša takrat, ko je severna polobla obrnjena proč od Sonca. Oziroma je razdalja najdaljša, ko je severna polobla obrnjena proti Soncu. Ta efekt nekoliko blaži razlike med zimo in poletjem na severni polobli. Ja, no in trenutna ekscentričnost te elipse, seveda se jo izračuna kot razlika teh dveh radijev oziroma afelija in perihelija in pa deljeno z njihovo vsoto. In trenutno je 0,0167, ampak pada. To pomeni, da Zemljina tirnica vedno bolj postaja podobna krožnici. Torej, ekscentričnost pada, ja, čez 27 000 let bo tirnica skoraj krožnica. No, drugi pomembni vzroki variacije energijskega toka so pa seveda še nagib osi. Zemlja je trenutno nagnjena za 23,44 stopinje glede na pravokotnico na ravnino ekliptike in ta nagib pada. In perioda tega je 41 000 let. Potem je pomemben dejavnik še precesija. Precesija osi ima periodo 23 000 let in precesija osi določa,
kdaj bomo mi glede na to, kje smo na elipsi, kdaj bomo nagnjeni proti Soncu in kdaj proč od Sonca. Tako da vsi ti dejavniki v bistvu vplivajo na to, kakšne so razlike na naši Zemlji v letnih časih oziroma kakšna je intenzivnost letnih časov. No in ti astronomski dejavniki, pretežno ti trije so najmočnejši, določajo tako imenovane Milankovićeve podnebne cikle. Seveda je pomembno pri tem tudi to, da Zemljino površje ni homogeno. Naprimer, na severni polobli mnogo več kopnega. No, poglejmo si zdaj energijsko bilanco Zemlje brez ozračja. Že dolgo je znano, da je Zemlja v veliki meri dobiva energijo od sončevega sevanja. Praktično v zelo, zelo pretežni meri. Ampak to ni bilo vedno povsem jasno. Zdaj, v 20. letih 19. stoletja je francoski matematik, fizik Joseph Fourier razmišljal o tem, ali ni mogoče pomemben tudi tok iz notranjosti Zemlje navzven. Zaključuje, da ni. Namreč Fourier se je ukvarjal s prenosom toplote oziroma je tudi formuliral teorijo prenosa toplote. In Fourier je ugotovil, da je Zemlja oziroma njeno površje zelo dober izolator. In ker je površje zelo dober izolator, to pomeni, da je prenos toplote iz notranjosti Zemlje proti površju zelo majhen. No, kako je on to ugotovil? On je meril temperaturo na različnih globinah. Tako, kot tudi merimo danes operativno temperaturo na različnih globinah. In kaj vidimo? Če je recimo ta črtka načrta temperatura na površju, potem na globini 1 metra bojo variacije nekoliko manjše. To pomeni, temperaturne variacije se z globino dušijo. Pa ne samo to. Temperaturne variacije z globino imajo tudi nek vedno večji fazni zamik, ki je funkcija globine. No in tako je Fourier ugotovil praktično, da so na neki zadostni globini, recimo, tukaj se te črte ne vidi, recimo na globini 10 metrov, praktično temperaturnih variacij ni. Temperaturnih variacij ni, kar pomeni, da je zgornja plast Zemlje zelo dober izolator. No, torej lahko predpostavimo, da je ta tok iz notranjosti nepomemben, oziroma to so ugotovili že fiziki v 19. stoletju. Zdaj, nekaj tega prejetega sončevega sevanja se od tal tudi odbije. Zemljina površina nekaj sončevega sevanja odbije. Oceani nekoliko manj, v polarnih predelih, kjer je pokritost z ledom signifikantna, nekoliko več, svež sneg sploh odbije ogromno sevanja, recimo tam je albedo skoraj 0,85. No in če imamo neko prejeto energijo, če imamo konstantno, dobivamo neko energijo, moramo, seveda, to je že Fourier ugotovil, mora nekaj energije tudi iti ven. Sicer bi se energija v Zemlji oziroma v Zemljini atmosferi akumulirala in Zemlja bi postajala vedno bolj topla. Fourier je temu rekel temna toplota. Fourier tudi ni vedel, da narašča izsev s 4. potenco temperature, kar je kasneje ugotovil Štefan. Je pa vseeno vedel, da mora nekaj te izsevane toplote zapustiti ozračje. Pri tem, da se navežem, zakaj je sploh ta slika, Fourier je tudi razmišljal o tem, vedel je, da če Zemlja dobi neko energijo, mora to energijo tudi nazaj ven izsevati v enaki meri, če hočemo, da bo Zemlja v ravnovesnem stanju oziroma da bo temperatura konstantna. Ampak zdaj, če je izsevana energija, no, kako bom pa zdaj to povedal, če je, da bo izsevana energija ravno pravšna, no, gotovo je to, Zemlja je pretopla, glede na to, koliko energije izseva. Pretopla. In tako ga je napeljal na idejo o topli gredi. Fourier je prvi omenil toplo gredo. Imel je idejo, da je atmosfera nek izolator. No, njegove ideje so pa navdihnile, v bistvu je navdihnilo delo švicarskega meteorologa de Saussura,
ki je naredil takole škatlo. To je lesena škatla, noter je dal nekaj izolacije, izolativnega materijala, 2 steni, potem je pa nekaj takih paralelnih plošč stekla dal. In to izpostavil soncu. In kaj je videl? Temperatura v notranjosti te škatle je močno narasla. Narasla je celo do 100 stopinj Celzija. Praktično je tako lahko zavrel tudi vodo. No in to je navdihnilo Fourierja, da je začel razmišljati o toplogrednem efektu. No in kratek izračun, oziroma dosti preprost izračun, s katerim so se srečali vsi meteorologi že na prvi stopnji študija fizike, nam pove, da če upoštevamo, da je energija sevanja, ki ga Zemlja prejme, enaka energiji, ki jo Zemlja izseva v zračje, potem je ravnovesna temperatura pri albedu 0,3 minus 17 stopinj Celzija. Seveda, ravnovesna temperatura minus 17 stopinj Celzija, tukaj imamo prvo neko tako povratno zanko, a bi bil albedo res enak 0,3, če bi bila ravnovesna temperatura povprečna na Zemlji minus 17 stopinj Celzija? Verjetno ne, verjetno bi bil nekoliko višji in Zemlja bi postala obdana z ledom. No in če upoštevamo recimo povprečni albedo ledu, imamo potem ravnovesno temperaturo minus 62 stopinj Celzija. No in taki pogoji so na Zemlji, oziroma skoraj taki pogoji so na Zemlji v nekem obdobju tudi bili. Torej, Zemlja je bila povsem obdana z ledom. Ampak seveda Zemlja ima ozračje. In ozračje je zelo pomembno. Zelo pomembno za naše življenje. Gostota zraka vemo, da z naraščajočo višino pada približno eksponentno. Oziroma bi padala povsem eksponentno, če bi bila atmosfera izotermna. To pomeni, da bi bila po vsej njeni višini enaka temperatura. No in že na višini 5,5 km je gostota zraka samo nekaj več kot 50% in temu območju rečemo tudi pas življenja. Zdaj, če pomislimo, da povprečen Slovenec v službo prepotuje 30 km na dan v eno smer in se pelje sam, potem, če bi to pot naredili v vertikali, bi že nekajkrat šli iz tega pasu življenja. Tako tanka je naša atmosfera in posledično zaradi tega tudi občutljiva na naše delovanje. Mogoče je dobra analogija, tukaj imam list papirja narisan, pa se ga ne vidi. Mogoče je dobra analogija debeline atmosfere, debelina lista papirja na lubenici. Tako tenka je naša atmosfera. Kakor je debel list papirja, s katerim uvijemo lubenico. No, tukaj imam navedeno razmerje plinov v volumnu zraka, standardno dušik 78%, kisik 21%, argon skoraj 1%, ogljikov dioksid 0,04%, pri čemer koncentracija narašča, in pa vodna para, ki ima zelo variabilen delež, odvisno kje smo, med nekje 0 in 4 celo do 5%. Ampak zdaj nas zanima, omenili smo recimo na prejšnji strani smo omenili ogljikov dioksid, kljub temu, da je njegova koncentracija zelo majhna. Kljub temu, da je njegova koncentracija zelo majhna, pa je izjemno pomemben. Namreč ogljikov dioksid je poleg vodne pare, metana, didušikovega oksida, ozona in še nekaterih drugih plinov, toplogredni plin. To je plin, ki absorbira in emitira sevalno toploto, oziroma infrardeči del spektra sevanja. To je ugotovil že Tyndall leta 1859. Ugotovil je, da sta kisik in pa dušik prozorna za infrardeče sevanje, vodna para in ogljikov dioksid pa ne. No in poleg nekaterih ključnih kemijskih značilnosti, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju tega predavanja oziroma te diskusije, jim je pa skupno tudi to, da njihove koncentracije v ozračju naraščajo. Takole izgleda naraščanje koncentracije CO2 od leta 1960 do 2020 oziroma 2019. Takole izgleda naraščanje koncentracije metana. Takole izgleda naraščanje koncentracije didušikovega oksida. No, jasno, za vse te, kar bom kasneje tudi potrdil oziroma pokazal, smo seveda krivi ljudje s svojim delovanjem. Tukaj pa kaže še naraščanje vodnega stolpca oziroma
kolikšna bi bila količina kondenzirane vode, če bi se vsa vodna para, ki je v zraku, kondenzirala. Zdaj tukaj vidimo primerjave dveh operativnih centrov, ECMWF-ja in ENCEP-a. In vidimo, da je pri obeh pozitiven trend. To pomeni, vodni stolpec oziroma količina vodne pare v zraku se prav tako povečuje. No, in prišli smo do prve povratne zanke. Z naraščajočimi temperaturami, ki so posledica naraščajoče koncentracije CO2, in to bomo kasneje pokazali, zdaj implicitno privzemimo, narašča tudi količina vodne pare v zraku. In zakaj narašča? Ja, pri večji temperaturi vemo, da je termodinamično ravnovesje med vodno gladino pa med vodno paro, ki je v zraku nad to vodno gladino, pri večji nasičeni vlažnosti. To pomeni, pri višji temperaturi je pogostost prehajanja molekul iz vodne gladine v ozračje večji. In ravno tako nazaj. In zato lahko sprejme pri višji temperaturi, oziroma sprejme, to ni najboljši izraz, ampak zrak pri višji temperaturi ima nekoliko več vodne pare lahko. In posledično je večja tudi evaporacija. No in meritve kažejo, da se je količina vodne pare v atmosferi zares povečala. Zdaj pa ključno vprašanje, zakaj nekatere molekule lahko interagirajo z infrardečnim sevanjem, druge pa ne? Zakaj recimo vodna para pa ogljikov dioksid interagirata z infrardečnim sevanjem? Zakaj pa dušik pa kisik ne interagirata z infrardečnim sevanjem? No, tukaj si moramo pa sposoditi nekaj fizikalne kemije, ki sicer ni moje področje, ampak je v tem kontekstu zelo zanimiva. Torej, ključna je geometrija. Če pogledamo molekulo vodne pare, je sestavljena iz dveh atomov vodika in iz enega atoma kisika. In pri tej molekuli vodne pare, pri tej molekuli je center negativnega naboja, zaradi tega, ker je molekula ukrivljena, je center negativnega naboja prestavljen nekoliko proti atomu kisika, center pozitivnega naboja pa je prestavljen navzdol proti atomoma vodika. In skupni dipolni moment je različen od nič. Zakaj je to pomemben? Sevanje lahko absorbirajo zgolj tiste molekule, ki imajo dipolni moment. In spet, zakaj? Zakaj lahko sevanje absorbirajo zgolj tiste molekule, ki imajo dipolni moment? Ja, sevanje je nič drugega kot elektromagnetno valovanje. In če se elektromagnetno valovanje razširja v prostor, pravokotno glede na smer razširjanja nihata električno in pa magnetno polje, ki tudi medsebojno pravokotno eden na drugega. No in torej niha smer električnega polja. Torej, to povzroča neko silo, ki se ji spreminja smer in pospešuje različne atome. Zakaj različne atome? Ker je različen efektiven naboj tukaj, pa tukaj, tukaj je pozitiven, tukaj je negativen. Pospešuje različne atome v različnih smerih. To pomeni, imamo silo. Silo, ki deluje na to molekulo, da zavibrira. Ker elektromagnetno valovanje vibrira, oziroma oscilira, začne oscilirati tudi molekula. No in posledično, ja, molekula vibrira in tako absorbira sevanje. Dajmo si pogledati, recimo, na kakšne načine lahko tale molekula vodne pare vibrira. Ima več vibracijskih načinov, ne? Mogoče, če še enkrat pokažem. In pri vseh teh se spreminja dipolni moment, kot posledica interakcije z elektromagnetnim valovanjem. Zdaj pa vprašanje. V osnovnem stanju je pa dipolni moment molekule CO2 ničen. Molekula je namreč linearna. Kaj pa zdaj to pomeni? A vidite, tukaj je se pravi, center pozitivnega naboja sovpada s centrom negativnega naboja, oziroma posamezna dipolna momenta vezi se seštejeta v nič. In skupni dipolni moment je nič. Tukaj je pa seveda spet se treba obrniti na fizikalno kemijo. In fizikalna kemija nam pove zaradi nekaterih zadev, ki močno presegajo
nivo predavanja, pa če sem čisto iskren, tudi nivo mojega razumevanja. Molekula CO2 lahko tudi v osnovnem stanju preprosto vibrira, naprimer ob trku z drugo molekulo. In pri tem postane skupni dipolni moment različen od nič. Takoj, ko je skupni dipolni moment različen od nič, pa lahko molekula interagira z dolgovalovnim sevanjem. In če si pogledamo še, kako recimo, kakšna so vibracijska stanja CO2 molekule, vmes smo mogoče videli neko vibracijsko stanje, ki je simetrično. To je nesimetrično, to je pa simetrično. No, tudi pri tem stanju, pri simetričnem vibracijskem stanju je skupni dipolni moment ostane nič. Tako da niso vsa vibracijska stanja tista, pri katerih lahko molekula absorbira. No, torej, lahko zaključimo, elektromagnetno valovanje oziroma infrardeče sevanje molekulo vzbudi v višje energijsko stanje in molekula zavibrira oziroma sprejme foton. To pa tudi razloži, zakaj recimo dvoatomne molekule, naprimer O2 pa N2, ki so simetrične in tudi ob vibriranju ostanejo simetrične oziroma je skupni dipolni moment nič, zakaj so pa te prozorne oziroma prepustne za infrardeče sevanje. Torej, v smislu tega, kar smo zdaj povedali, si pogledajmo, kaj se dogaja. Recimo, da imamo nek foton infrardeče svetlobe, ki ga izseva Zemlja in ta zadane molekulo CO2. Zdaj, če je energija fotona ravno pravšna, kot smo prej rekli, enaka razliki med osnovnim energijskim stanjem in vzbujenim stanjem, bo molekula oziroma njena vez absorbirala energijo. Od tod naprej so pa tri možnosti. Se pravi, ko molekula enkrat absorbira to energijo fotona, so naprej tri možnosti. Najbolj verjetna je ta, vzbujena molekula se zaleti v katerokoli drugo molekulo v ozračje in ji prinese dodatno energijo kot toploto. In tako se drugi molekuli se na ta račun poveča kinetična energija. To pomeni translacijska energija. Druga možnost. CO2 molekula emitira navzgor foton z enako energijo, kot jo je absorbirala in se vrne v osnovno stanje. To pomeni, bila je v višjem energijskem stanju, ker je absorbirala foton in zdaj se bo vrnila v osnovno stanje. In lahko emitira foton navzgor ali pa navzdol z enako verjetnostjo. No in tukaj pa že vidimo, večja kot je volumska koncentracija molekul toplogrednih plinov, večji je tok sevanja navzdol proti tlom. Večja, ko je koncentracija molekul, več sevanja je emitiranega navzdol in pa tudi navzgor. Ampak, ko smo enkrat na tleh, nič več ne dobivamo od odspodaj. To pomeni, neto sevalni tok navzdol se zaradi povečane koncentracije toplogrednih plinov poveča. Mislim, da je zelo tak precej jasen zgled, najdel sem ga v knjigi Pierre Humberta, Principles of Planetary Climate, kako toplogredni plini v bistvu efektivno vplivajo na temperaturo. Zdaj privzemimo, da Zemlja v povprečju prejme energijski tok, ki je enak 238 vatov na kvadraten meter. Kako to dobimo? 1 minus albedo, ki je v povprečju 0,3, pa energijski tok, ki ga Zemlja prejme, delimo s 4. Zakaj delimo s 4? Ker je ploskva, ki prejema energijski tok, 4-krat manjša od ploskve, ki izseva ta energijski tok. No, ampak ne glede na to, da ima Zemlja ozračje, mora ravno toliko energije, kot jo prejme, tudi oddati. Če je ne prejme ravno toliko, če je ne odda ravno toliko, kar jo prejme, se temperatura povečuje. To pomeni, da je Zemlja ni v termodinamičnem ravnovesju. In trenutno res ni, kar bomo pa pokazali, ampak dajmo zdaj tukaj prevzeti, da Zemlja je v termodinamičnem ravnovesju. Ker konec koncev je tudi ta razlika precej majhna, ampak vseeno za nas pomembna. Torej, prevzemimo, da Zemlja je v termodinamičnem ravnovesju. No in če pogledamo, tale ravna črta
kaže, koliko solarne energije oziroma kakšen energijski tok Zemlja prejme od Sonca. In v povprečju je to ta vrednost, 238 vatov na kvadraten meter. Zdaj pa, če Zemlja nima atmosfere, bo 238 vatov na kvadratni meter izsevala, kot smo prej videli, pri temperaturi okrog nekih minus 17 stopinj Celzija. Ali pa recimo minus 15 stopinj Celzija. Ampak naša Zemlja ima atmosfero. Ampak še vedno mora izsevati. Mora izsevati ravno to, kar prejme, smo rekli. No in kaj se v resnici dogaja? Zdaj, če si predstavljamo si za začetek, da je v atmosferi potek temperature z višino adiabaten. In če atmosfero razrežemo na rezine, mogoče za tiste, ki ne vidite, ta vertikalna os kaže pritisk, padajoč pritisk proti nič, se pravi, kaže navzgor. No, rekli smo, adiabatni potek temperature z višino in če razrežemo atmosfero na dele. Zdaj, atmosfera, če je optično debela, to pomeni, če je recimo vsaka plast atmosfere kot neko črno telo sama zase. Potem vsaka plast emitira sevanje navzgor in pa navzdol. Ampak vsaka plast razen najbolj zgornje plasti, dobi enako sevanja, kot jo tudi da. Torej, kaj se z naraščajočo koncentracijo toplogrednih plinov zgodi? Še vedno mora izsevati, vidite, enako vrednost, torej enakih 238 vatov na kvadraten meter. Le efektivna višina izseva se zviša. Efektivno lahko rečemo, da le zgornja plast izseva. In kaj, če imamo adiabaten potek temperature in če se efektivna višina zviša, kot imamo recimo tukaj, vidite, tukaj se efektivna višina izseva zviša, potem se temperatura pri tleh poveča. In to je mogoče en tak najbolj jasen prikaz, kako deluje topla greda. To pomeni, skupen izsev ostane enak, seveda, ker je determiniran s tem, koliko Zemlja tudi prejme od Sonca, ampak pri višji koncentraciji toplogrednih plinov se zviša efektivni nivo izseva in na ta račun, če prevzamemo nek temperaturen potek, se poveča temperatura pri tleh. Zemlja izseva nazaj v vesolje. Seveda, tukaj smo zdaj prevzeli, da je to zelo preprosto, ampak seveda ni tako preprosto. Zemljina atmosfera ni homogena, prav tako ni izotermna. Zemljina atmosfera je sestavljena iz mnogih plinov, ki sevajo na različnih spektralnih območjih. In tukaj vidimo prispevke različnih plinov v absorpcijskem spektru. Modra krivulja tukaj označuje idealen spektralen izsev za Zemljo, ki ima neko temperaturo, recimo ravnovesno 288 kelvinov. In vidite, da le 20% te energije, ki bi jo Zemlja izsevala, če ne bi imela ozračja, zapusti Zemljo. To pomeni, le 20% vse te energije, oziroma 20% celotnega tega integrala zapusti vesolje. No, večino zapusti v tako imenovanem atmosferskem oknu med 7 in 13 mikrometri, v spektralnem območju med 7 in 13 mikrometri, kjer ne absorbirata niti vodna para, niti ogljikov dioksid. Ampak tukaj pa vidimo, da so pomembni nekateri drugi plini, recimo ozon, pa metan in pa tudi dušikov dioksid. To pomeni, naraščajoče koncentracije teh plinov, recimo metana, didušikovega oksida in pa ozona, močno vplivajo na to, koliko energije bo zapustil Zemljo. Vidimo, da je pretežen del spektra moder, oziroma pretežen del absorpcijskega spektra moder. Tukaj najbolj vpliva vodna para. Vodna para zmanjšuje direktno sončno infrardeče sevanje in je hkrati najmočnejši absorber zemljinega infrardečega sevanja. Glejte, v tem območju vodna para
zmanjšuje direktno sončno infrardeče sevanje, v tem območju, pa v tem območju je pa najmočnejši absorber zemljinega sevanja. No in vodna para je v resnici 2 do 3-krat močnejši absorber kot ogljikov dioksid. In to je tudi najmočnejša povratna zanka praktično na Zemlji. Zdaj, CO2 je pomemben zaradi tega, ker najbolj absorbira v delu spektra zemljinega sevanja, kjer je izsev velik, kjer je izsev precejšen. Zakaj je to pomemben? Ja, na ta način preprečuje sončnemu sevanju, preprečuje zemljinemu sevanju, da bi izšlo v vesolje. Ampak tukaj nekaj vidimo. Ta območje je skoraj nasičen. In zanikovalci podnebnih sprememb velikokrat rečejo, pa saj Zemlja ne more ob naraščajočih koncentracijah ogljikovega dioksida nič več izsevati. Saj so ta območja že skoraj nasičena. Res je, ta območje recimo pri 15 mikrometrih je res že skoraj nasičen. Ampak robovi tega območja, pa tukaj je območje, kjer tudi vidite zametke CO2-ja oziroma zametke absorpcije fotonov dolgevalovnega sevanja s CO2-jem. Tukaj je pa zelo pomemben. Mogoče to še bolj razkrije tale film. Tale film bo pokazal, kako se absorpcijski spekter spreminja z naraščajočo koncentracijo ogljikovega dioksida. Tukaj vam bo graf kazal, kako narašča koncentracija ogljikovega dioksida, kako s tem narašča ravnovesna temperatura na Zemlji. Tukaj bomo pa videli absorpcijski spekter, kako se spreminja. No in upam, da se bo dobro videli. Tukaj vidite, kaže, kakšna je koncentracija CO2 in kako se ta spreminja. Vidite, zdaj smo nekje 5 delcev na milijon, to je, ali pa 10 delcev na milijon, 40-krat manj kot trenutno. In vidite, naraščajoča koncentracija, kako se spreminja absorpcijski spekter. In vidimo, predvsem ta območja prstrana, ta območja prstran absorbirajo vedno bolj. In tukaj potem ponori. To pomeni, da naraščajoče koncentracije CO2-ja, ker je CO2-ja že precej veliko, seveda dvakratno povečanje koncentracije CO2-ja se ne bo odražalo v dvakratnem povečanju toplogrednega učinka. Bo se pa vseeno odražalo v približno 10 do 20% povečanju toplogrednega učinka. To je pedagoški izgled toplogrednega efekta, zelo primeren za otroke ali pa za recimo osnovnošolce v višjih letnikih, pa za dijake. Simulacija je povsem fizikalna, ampak jo bom zdajle preskočil. No, mogoče je zanimivo to, kaj bi se zgodilo, če sonce naenkrat ugasne. V NASA so naredili z modelom splošne cirkulacije tak eksperiment. Torej, sonce je zares pomemben, kaj bi se zgodilo, če ugasne. Vidite, da temperatura že v praktično v 10 letih bi bila Zemlja povsem obdana z ledom, če bi sonce naenkrat ugasnilo. Vidite, temperatura na začetku močno pada, potem se pa trend temperature nekako ustavi, ker tukaj se ogromno toplote porablja za to, da oceani zamrznejo, potem pa zaradi povratne zanke z albedom zelo hitro pride do popolne zamrznitve. Tukaj zraven je upoštevano prihod toplote iz notranjosti Zemlje navzven? Ne, prehod toplote iz notranjosti Zemlje navzven ni upoštevan. Zemlja je... Dolgo časa traja, da bi se ohladila, 10 tisoč let prednoči. To pa ne vem, to pa mogoče kdo iz tukajšnjih poslušalcev bolj že. No, ampak načeloma je vrhna plast Zemlje dober izolator, kot je ugotovil že Fourier. Tako da Sonce je izjemno pomemben, recimo tudi, če bi sončevo sevanje upadlo, za 5 do 10% bi Zemlja postala obdana z ledom v približno 100 letih. Tako da, to se mi zdel pomemben. Tole bom tudi, lahko sam vem, koliko je ura. Tole bom tudi preskočil, ker gremo že proti koncu s časom.
Zdaj še eno vprašanje, zakaj se je ohladila stratosfera? Torej, vsa območja v zemljini atmosferi se, kot kaže, ne segrevajo. Vir te slike to sliko sem narisal sam, vir je ECMWF ERA 5 reanalize, zadnje reanalize, in slika kaže razliko v povprečni temperaturi po geografskih širinah in po višini v obdobju junij do avgust, se pravi junij, julij, avgust, med letom 1980 in 2018. In ta slika jasno kaže, da se je troposfera segrela, ne? Stratosfera se je pa ohladila. Zdaj, razlogi so najmanj trije. Ne? Manjša koncentracija stratosferskega ozona zaradi CFC-jev, to je recimo trend ozona, od, mislim, da leta 1980 do 2016. No in manj ozona pomeni, da je manj interakcije z UV sevanjem in pri tej interakciji praktično iz UV sevanja efektivno nastane toplota. Torej, se pravi, najprej UV sevanje vpliva na razpad ozona, na molekulo kisika in pa en atom kisika, potem se pa te dva nazaj združita, pri čemer se sprosti toplota. Tako da, manjša koncentracija ozona, manj sproščanja toplote, to je en razlog, ki pa so kasneje ugotovili ni tako pomemben. Druga dva razloga sta recimo, da je večja koncentracija CO2, pomeni, da se več IR sevanja absorbira že v troposferi, manj ga je na voljo za interakcijo ogljikovega dioksida v stratosferi, in ker je Zemlja trenutno v termalnem neravnovesju, temperatura narašča in več energije prejme, kot jo odda. Torej, manj interakcije, se pravi, manj infrardečega sevanja interagira s tem območjem. Ker je seveda Zemlja v energijskem neravnovesju. In to pa kaže recimo ta graf kaže, kakšno je energijsko neravnovesje. Med letom 1850 in 2010 vidimo, da smo trenutno kar precej blizu 1 vata na kvadraten meter, torej Zemlja 1 vat na kvadraten meter več prejme, kot pa odda, oziroma 1 vat na kvadraten meter manj odda, kot bi ga mogla, da bi bila v energijskem ravnovesju. In posledično temperatura na Zemlji narašča. Potem indici, kateri so vsi indici, da se Zemlja segreva, naprimer naraščanje temperature površja, naraščanje temperature površine oceanov, naraščanje temperature nad oceanskim površjem, to zmerimo z bojem, pa tudi s sateliti. Potem naraščanje višine morske gladine, padanje povprečnega obsega površine snega na severni polobli, torej recimo med marcem in aprilom. Potem naraščanje temperature v troposferi, naraščanje energije oceanov med 0 in 700 metri, naraščanje specifične vlažnosti, padanje površine morskega ledu in pa padanje mase ledenikov. Vsi to so indici, vse to so meritve. Praktično je na podlagi vseh teh stvari nemogoče reči, da se podnebje ne spreminja, in zdaj bomo pa pokazali tudi, bom mogoče še eno zanimivost prej omenil. Ja, pri napovedovanju prihodne klime je kar nekaj problemov s povratnimi zankami, problemov z nelinearnostjo nekaterih dogodkov, in tukaj bom dal primer nekega nelinearnega dogodka. Tole je polarna kapa vavilov na otoku v Severnem morju, oziroma v Severnem ledenem morju, Arktičnem oceanu. To je v bistvu pod Rusijo spada ta otok. No in kaj se dogaja? Lejte, tole je slika tega ledenika vavilov leta 2015. Vidite, da ta ledenik vavilov ima nek tak ledeniški jezik, ki se steka v morje. No in kaj se stali? Kaj se je zgodilo? Ta morski led v okolici ledenika vavilov se je stalil. Nadomestila ga je topla voda. Topla voda je prišla pod ta ledeniški jezik od spodaj. Ga talila od spodaj in tako se ledeniški jezik je počasi prenehal drgati ob kamnino. Vemo, da je tudi led lažji od vode oziroma manj gost, zato plava na površju.
in voda tako še dodatno deluje kot tudi nek vir vzgona za ta ledeniški jezik. No in ledenik se preneha drgneti ob spodnji rob kamnine, kar močno zmanjša trenje in pospeši drsenje ledenika v morje. To je en primer nelinearnega pojava, ki je bil povsem nepričakovan in je povsem zamajal v bistvu mišljenje glaciologov o tem, kako hitro se bodo talili ledeniki. Poglejmo recimo leto 2018. Tukaj se ne vidi dobro. Tukaj se žal ne vidi dobro, ampak ta ledenik se je premaknil kar precej proti morju, tukaj bi se pa mogla videti taka sivina. Kaj se je zgodilo? Ledenik je pospešeno se začel premikati proti morju. In debelina ledu se je med 2015 in 2016 stanjšala za 100 metrov. V enem letu. 100 metrov. En tak ledenik, reče se mu Twites, je na Antarktiki. In tudi ta že gledajo, se je že destabiliziral. Ta ledenik Twites ima recimo potencial, da dvigne gladino morja sam za 2 metra. Če se stali. In če pride do take destabilizacije. 2 metra svetovno? 2 metra globalno, ja. Ampak če se povsem stali, vidimo, ta se ni povsem stalil. Ampak vsem, ima zelo pomemben vpliv, če pride do destabilizacije. No in to je primer močno nelinearnega odziva, ki ga klimatski modeli ne znajo še dobro oceniti in kjer pretijo nevarnosti. Spreminjanje podnebja, nedvoumen dokaz o krivdi človeka. To bi mogli biti lepo počasiti, ampak vsem. Če gledamo razmerja koncentracij posameznih izotopov karbona v zraku, potem lahko na to vprašanje precej lahko odgovorimo, ali je kriv človek ali ne. Pa poglejmo. Izotopa C12 in pa C13 sta stabilna, C14 pa je radioaktiven. Zdaj v naravi so koncentracije približno take. 99% je karbona 12, 1,1% karbona 13 in zelo malo karbona 14. Večino karbona 14 je šlo v zračje med nuklearnimi poskusi. Torej vprašanje, zdaj glede na to, da je C14 radioaktiven z razpadnim časom 5730 let oziroma razpolovnim časom, koliko C14 je v premogu nafte ali zemeljskem plinu? Mogoče vprašanje za publiko, sicer imam tukaj že odgovor. Glede na to, da so fosilna goriva stara, točno nič. Karbona C14 v fosilnih gorivih ni več. No in že recimo samo po 50 000 letih raven karbona C14 oziroma razmerja C14 napram C12 pade na 0,16%. Druga stvar, koliko karbona C13 je v premogu nafte ali zemeljskem plinu? Zdaj paleoklimatologi, ki so se s tem ukvarjali, in pa tudi seveda biologi, so ugotovili, da se C13, ali pa mogoče tako, najprej, kaj sploh so fosilna goriva? Fosilna goriva so nič drugega kot odmrle rastline, odmrle biosfera, močno predelana, stisnjena pod pritiskom in tako. Zdaj, kaj se dogaja? V rastlinah se počasnejši oziroma težji C13, C13 je težji, ima en nevtron več. Je počasnejši pri difuziji na listih. In tudi rastline pri fotosintezi preferirajo C12. To se pokaže pač z laboratorijskimi meritvami. In seveda fosilna goriva niso nič drugega kot odmrla biosfera in to pomeni, da je v fosilnih gorivih manjše razmerje C13 proti C12, kot je v naravi. Zdaj pa premislek. C13 in C14 se oba zmanjšujeta v ozračju. C13 in C14 oziroma razmerje C13 napram C12 in razmerje C14 napram C12 se oba v ozračju zmanjšujeta. Zdaj pa, če v ozračju povečujemo koncentracijo ogljikovega dioksida oziroma C12, kaj to pomeni?
C13, C14 pa C13 se zmanjšujeta. Tukaj je obratna skala, vidite, minus gre takole gor. Če se oba zmanjšujeta v ozračju, ja, to pomeni, da smo ozračje dopolnili s fosilnimi gorivi, oziroma z več C12. In to je zelo, zelo trden dokaz, več o tem, bolj podrobno si seveda lahko preberete v marsikakšni literaturi. To je praktično nedvoumen dokaz, da je za spremenjena koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju in pa tudi glede na diskusijo prej, na energijsko bilanco, da je kriv človek. Sicer me čuti, da se v medijih to ne omenja več, ker praktično tudi kar sem govoril z drugimi fiziki, naprimer s Tomažem Cvitrem, je to tisti najbolj trden dokaz, da smo mi dodali ta ogljikov dioksid v ozračje. Kurjenje fosilnih goriv. Oziroma kurjenje fosilnih goriv, v katerih je koncentracija C13 praktično nična in koncentracija C14 praktično nična. C12 se pa povečuje. No, tukaj imam potem seveda še ena stvar, kako se je v ta slika se ne vidi dobro, kako se je v zadnjih 700 tisoč letih, 800 tisoč letih spreminjala koncentracija CO2, te oscilacije verjetno vidite. Izmerjene so bile z izmerjanjem koncentracije CO2 v mehurčkih zraka ujetih v ledu. Naredili so pač ledene vrtine in vidimo, da smo tukaj mnogo nad vrednostmi v zadnjih 800 tisoč letih. Zakaj se je spreminjala koncentracija s časom? Ja, koncentracija se je naravno spreminjala s časom verjetno zaradi mnogih vzrokov. En je siguren recimo uhajanje toplogrednih plinov iz permafrosta, druga stvar recimo uhajanje oziroma absorptivna sposobnost oceanov za to, koliko toplogrednega plina. Se pravi, pri različni temperaturi oceani lahko različno absorbirajo CO2. To je verjetno tisti glavni razlog. Ne vem v resnici, ker tega pa nisem preštudiral. CH4 več ali manj. Ja, do neke mere. Kako je pa z vulkanskimi izbruhi, koliko je tam CO2 tudi? Tudi. Ravno vulkanski izbruhi, recimo, ko so delali študije, zakaj recimo, kako je Zemlja prešla iz tistega območja, ko je bila cela prekrita z ledom, do območja, ko je, kako smo se v bistvu rešili Zemlje obdane z ledom, so v bistvu videli, da so najverjetneje bili vzrok vulkanski izbruhi, zelo močni vulkanski izbruhi, pri katerih se je močno povečala koncentracija CO2 v zraku. Tako da smo v zelo kratkem času prišli iz območja praktično ledene dobe po celem svetu do območja, do obdobja, ko je bilo zelo vroče. Kako pa vemo, da podmorski izbruhi vulkanski zdaj ne prispevajo? Ne vem. Mogoče kdo drug v publiki ve. Iskren odgovor je, da ne vem. Ja, zdaj. Zelo malo. Praktično nič. Ker to zelo poznamo zdaj podmorski. Praktično nič ne prispevajo. Ja, tukaj sem hotel samo na kratko, kako se ujemajo CMIP-5 modeli in pa meritve. Tale manj zašumljena črta, ki slabo ujame naravne oscilacije, je modelska napoved. To so pa meritve, ki so zelo podobne. No in ravno pred kratkim je v ameriškem kongresu bila prikazana tudi ta slika, torej Exxon, naftni gigant ameriški, že leta 1982 zelo dobro napovedal tako koncentracijo CO2, recimo vidite, 410 delcev na milijon leta 20, kot tudi temperaturo. To pomeni, naftni giganti so se zelo dobro zavedali, kaj pomeni povečevanje koncentracije ogljikovega dioksida. Ja, obeti. Zdaj pri komuniciranju javnosti mislim, da je zelo pomembno, kakšne zglede dajemo. Zdaj, kaj pomeni recimo dvig za 5 stopinj Celzija? Veste, javnosti dvig za 5 stopinj Celzija ne pomeni nič. Namreč dnevni cikel je mnogo večji. Temperaturna razlika med zimo in poletjem je tudi mnogo večja. Kaj sploh 5 stopinj Celzija pomeni? 5 stopinj Celzija recimo pomeni, da bi se efektivno premaknili za 6 do 7 stopinj južneje. Tole imamo zonalno povprečje temperatur po Zemlji. Severna polobla, južna polobla. Recimo iz Kopra v Atene, Malago ali Tunis
iz Ljubljane v Toledo, južno od Madrida ali v Podgorici. Sicer tle razlika ni 6 do 7 stopinj, ker je Podgorica tudi 250 metrov nižje. No in takle je recimo, tako je površje, Kopra pa Atene oziroma Malage. Vidimo, zaradi višjih temperatur je več tudi evaporacije in posledično je tudi rastlinstvo drugačno. Potem, če primerjamo recimo klimatograma Ljubljane s povprečno temperaturo 10,9 stopinj Celzija, Podgorica s povprečno temperaturo 15,3 stopinje Celzija, razlika je tukaj 4,4 stopinje in primerjamo povprečno temperaturo v posameznem mesecu, lahko približno vidimo, kaj bi za Ljubljano recimo pomenil teh 4 oziroma 5 stopinj več. Ja, s temle sem hotel samo pokazati, kakšni so naši obeti. Torej, tukaj seveda prikazana časovna skala, tukaj pa kolikšno količino emisij CO2 emitiramo. Tole je ravno iz nedavno izdanega UNEP-ovega reporta. Vidimo, da se po trenutnih, če bojo se trenutne zaveze uresničile, se bo Zemlja segrela za 4 stopinje glede na predindustrijsko dobo. Če bi želeli priti na 2 stopinje glede na predindustrijsko dobo, bi mogli močno spremeniti celotno industrijo, celotno energetiko, 4 do 5% letno zmanjšanje emisij od 2019 dalje, oziroma 7% letno zmanjšanje emisij, če odlašamo še 10 let. Če hočemo ujeti to mejo 1,5 stopinje Celzija, ki je bila predvidena s Pariškim sporazumom, moramo zmanjšati emisije vsako leto od leta 2019 dalje za 15%, kar je praktično nemogoče. Glede na tudi mišljenje v družbi. Glede na naše navade in glede na naše razvade. Ja, tukaj je še recimo so različne poti do teh 1,5 stopinje Celzija, ki nam lepo pokažejo, kaj smo vse zamudili. Recimo, če bi leta 2000 že začeli mogoče saj s tako podnebno politiko, kakor jo imamo danes, verjetno še z ostrejšo, bi prišli dokaj lepo skozi s 3% upadom emisij vsako leto. Dlje, ko odlašamo, bolj je neverjetno in že v nekih 10 letih bomo izčrpali možnosti, da se Zemlja ogreje za največ 1,5 stopinje Celzija, kar pa pomeni, da bomo prišli v območje, kjer mogoče tudi klimatski modeli vsega ne znajo napovedati, oziroma območje nejasnosti, kot smo videli tudi s prejšnjim zgledom, s tistim ledenikom v Vilovo. Recimo za 2 stopinje Celzija, to je tista druga meja, oziroma vsaj tista meja, ki se jo pa res moramo držati, glede na Pariški podnebni sporazum. Vidimo, da bi šlo leta 2000 zelo enostavno, ampak smo še 20 let odlašali in tudi ta meja 2 stopinje Celzija se nam vedno bolj izogiba. Mogoče meni najbolj fascinantna posledica vsega tega, to je bila študija narejena v Nature Scientific Reports leta 2017. Tale slika, tukaj imate spodaj skalo, recimo tukaj je 50%, 60%, 70%. Tale slika kaže, kakšna je verjetnost, da se bo v obdobju enega leta pojavil vročinski val, pri katerem bi maksimalna vrednost temperature mokrega termometra presegla vrednost 35 stopinj Celzija. Zakaj je pomembna vrednost temperature mokrega termometra? Pri tej temperaturi mokrega termometra človek na prostem doživi že v nekaj urah spontan vročinski udar, že v mirovanju, v senci in pri popolni ventilaciji, kar vodi v nekaj urah v smrt. Hlajenje telesa pa ni teoretično možno niti s potenjem. Ja, to je glede na scenarij 8,5 business as usual. Za obdobje 2070 do 2100, torej pri ogretju za 3,2 do 5,4 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Glede na trenutne zaveze, kot ste videli, se nam obeta 3,4 do 3,9, torej pademo v to območje. Ja,
Še bolj pomembno je, da bo to prizadelo najbolj poseljena območja. Južno-Kitajsko nižavje, Indijsko podcelino, Ekvatorialno Afriko, recimo Nigerija bo v kratkem imela 1 milijardo prebivalcev, Amazonijo, praktično cel vzhodni del ZDA in pa tudi območje recimo Sierra Nevade, Rockijev oziroma niže ležeča območja, kjer je tudi recimo dolina smrti in tako. In pa tudi območje centralnega Balkana, kjer smo mi. Pa seveda območje Perzijskega zaliva, Severne Avstralije in tako naprej. Verjetno ni pretirano, če rečemo, da bi to sprožili množične migracije. Klimatske naprave vsem ljudem, sploh v tem svetu, niso na voljo in ne bodo na voljo. Še dolgo verjetno. Ampak to je seveda špekulacija. Mogoče še obeti rast gladine morja. Pred kratkim, to je bila študija izdana letos, so odkrili napake v satelitskih podatkih. Namreč satelitski podatki težko ločijo med višino streh, dreves oziroma višino tala, ker je njihova resolucija slabša. Dočim v Evropi imamo na voljo podatke z letal, zato mi res dobro vemo, kakšna je višina našega površja. Ampak te liderske meritve z letali so drage, veste, letalo mora preleteti mnogokrat, območje, zelo drage so. No in v tej študiji so popravili satelitske podatke s strojnim učenjem. In glede na RCP 4,5 scenarij, bo leta 2050 pod nivojem visoke plime 150 milijonov ljudi. 300 milijonov ljudi pa vsaj enkrat letno. To so pa seveda podatki populacije za leto 2010, čeprav, kot vam bom pokazal, so vsa ta območja, kjer populacija močno narašča. Recimo Mumbai, Indija, stare projekcije in pa nove projekcije, zaradi napake v liderskih podatkih. Bangkok, Tajska, stare projekcije, sivo prikazuje urbano območje, modro prikazuje poplavljeno območje, to praktično modro, homogeno modro pa predstavlja morje, ki je že zdaj. Bangkok, Tajska, Vietnam, Aleksandrija, recimo Egipt. Tako da, če zaključim predavanje, ki sem ga kar precej raztegnil, 200 držav na tem svetu bo moglo sodelovati in to je verjetno največji izziv v zgodovini človeštva. Zdaj, če govorimo, da bomo mogli spremeniti svoje navade, razvade in način življenja, potem smo mi, ki se s tem ukvarjamo, verjetno prvi in moramo voditi zgledom. Namreč, če recimo nekdo pridiga v skromnosti in ponižnosti, pa se pripelje zraven 100 tisoč evrov vrednim Mercedesom, verjetno na nas nima prav velikega učinka. Torej, moramo mi voditi zgledom. Če želimo, da se spremembe dosežejo, moramo tisti, ki se s tem ukvarjamo, voditi zgledom. Če želimo podnebne spremembe uspešno in zanesljivo komunicirati javnosti in odločevalcem, moramo dobro poznati vzroke, sicer nas preglasijo in z nekimi argumenti, na katere ne znamo odgovoriti, tudi dotolčejo. Potem vzgoja in izobraževanje, sprememba sistema vrednot, to pomeni, mogoče ne bo več frajer tisti, ki grejo v vsakih počitnicah z letalom v tople kraje, ampak bo mogoče frajer tisti, ki bo šel v Bohan ali pa v Trento ali pa po naših gričih. Recimo. No, pred kratkim pa še, če se navežem na to pobudo, ki smo jo dali, pred kratkim smo napisali odprto pismo državnim institucijam, ampak uradnega odziva pričakovano še ni bilo, kljub temu, da sem uspel zvedeti, da je pismo prebral tudi predsednik države. Neformalno, recimo v govoru predsednika državnega zbora, magistra Dejana Židana, pa ministra za okolje in prostor Simona Zajca, sem zaznal nekaj naših povedi in sem bil vesel vsaj, da so prebrali. Pa recimo predsednik republike je prejšnji teden napovedal ustanovitev stalnega odbora za podnebno politiko. Torej, kaj mislim? Potrebno je vztrajati in stopnjevati pritisk in še nekaj o preteklosti. Se mnoge te klimatske zaveze niso uresničile in zakaj bi zaupali, da se tokrat bojo. Zato pravim, še močneje treba stopnjevati pritisk. Pri tem pa pozivam verjetno predvsem tiste mlade, najmlajše, ki se jih bo to najbolj dotaknilo, da tudi sami vodijo z zgledom. To je to. Hvala za
pozornost.